Sem Aleš Pogačar, prihajam iz Ljubljane. Star sem 36 let. V prostem času se ukvarjam z avtomobili. Imam tudi službo, v kateri prodajamo avtodele. Imam strast do avtomobilov in dirkanja. Tako da v bistvu sem šel pol naprej v srednjo šolo na Aškrčevo, lesni tehnik. Ampak pol sem se začel ukvarjati z avtomobili, najprej sem uk, najprej sem se sam naučil to šraufa pa to. Tako da sem pol v bistvu me to bolj zanimalo. Jaz sem vedno v družbi mojih prijateljev vedno govoril, da bom driftal, da bom pač imel drift avto in ne vem kaj. In so vsi vedno rekli, daj nehaj že to govoriti, pač kup, pa začni driftati, ne. In sem pač pol se odločil, sem kupil nedokončan projekt E30 z V8 motorjem. V bistvu je bilo tako, da je bil avto na kolesih, pa še eno celo veliko prikolico delal. In potem sva z bratom v bistvu sestavila avto, kaj si vem, ne vem, 15 let nazaj. Mene je v bistvu najbolj vedno zanimalo bolj krožne dirke, da se v bistvu krog ponavlja. Recimo drift je ena taka zanimiva stvar, da ni pač čist klasično na čas, Je pa še vedno v nekem krogu, ki v bistvu skoraj skozi cel dan lovimo neko linijo in se približamo neki najlepši liniji oziroma ne vem, kar tisti dan sodniki zahtevajo od nas, ne. Ampak drugače sem jaz takoj bil zelo velik fan tega in sem šel takoj recimo na dirke, ko so bile takrat v Logatcu, pa mislim, da je bilo pol že v Krškem, ko so bili še te naši slovenski vozniki, Luka Marko Grošelj, Peter Žvan, Cimpi, pol so bili še Hrvati so nekje prihajali. Tako da v bistvu sem pol se tam najbolj navdušil, ko sem v živo dejansko videl, kako to izgleda, ne. Ker ni v živo čisto drugače, kakor recimo na posnetkih. In taka zanimiva zgodba, jaz sem v bistvu avto kupil, nedokončan projekt, avto smo sestavili, pobarvali, naredili vse, brez da bi neki ful vozili avto nekam barvati, to je bilo ful drago, pol ne vem, auspuh smo tudi sami, pač vse smo več ali manj sami naredili. Zdaj je že veliko tega na netu, raznih stvari, ki jih kupaš, da avto predelaš osnovno za drift, ne. Pol pa sam voziti, čim več voziti. Prvi kilometri tega avta, so bili na dirki. Prvi dirki, ko sem se prijavil, mislim, da je takrat prav Drift Power dirka na Rudniku, je pa to že kar nekaj časa nazaj. V glavnem takoj iz delavnice na dirko. Sam je recimo zelo težko priti iz recimo drifterja, ki si sam sebe sponzoriraš, ne. V nekega profesionalnega drifterja, ki boš v bistvu pa pol vse plačan, recimo vse stroške imaš plačane. Zdaj pustimo to, da bi imel pač plačo, pa da bi lahko živel tega, ne, to jih je zelo malo takih. Ampak skozi imam neko vizijo, zato ker če je ne bi imel, ne bi prišel do tukaj, ko sem recimo prišel, ne, moraš ostati optimist. Drift scena v Sloveniji se recimo zelo razvila, Zdaj, če primerjamo slovensko drift sceno, pa recimo eno hrvaško ali pa madžarsko ali pa italijansko, je pač pri nam se počasi to razvija, počasneje kakor recimo v tujih državah, ampak se je razvilo recimo med, koliko smo rekli, med 10-15 let nazaj ali pa zdaj je velika razlika. Je pa tako pač, da so neki vzponi in padci, enkrat je recimo več dirk, enkrat jih kakšen let jih ne bo. Recimo imamo primer, imamo 2 prvenstva, se celo prekrivajo datumi, sploh ne moreš iti na vse, toliko veliko se recimo vozi. Tako da recimo zadnja leta se kar razvija, no. Moram reči, da je zdaj veliko novih drifterjev, to sem tudi slišal. Bomo videli, koliko jih bo recimo dejansko vztrajalo pri tem, pa koliko jih bo obstalo, to pa sam čas pokazal, ne. Zdaj ta nov avto zrihtamo in gremo na kakšno malo večje tekmovanje, zdaj glih na nek Drift Masters Grand Prix, ne, ampak na kakšno, ne vem, madžarsko prvenstvo, zdaj hrvaško ali pa italijansko ali pa kaj takega, da bi v bistvu šel med druge drifterje, nekaj novega spoznal, nove steze,
nove dogodivščine in to je to, ne. Preden sem ta avto sploh prevzel, je bil tudi plan to recimo narediti z E30-ko, da bi pojačali motor, šli na 18 sol feltne, pač da bi ta avto pripravili za te dirke. Sam pa se je ponudila dobra opcija oziroma dober pariatu je imel ta avto. Ni bil ful bogi, bil je pa tako v zelo slabem stanju in sem pač pol jaz dejansko videl v tem avtu ful velik potencial in sem se pač lotil tega avta zato, ker je ta avto dosti boljši, kar se tiče in geometrije in pač vsega, lega, težišče. V glavnem avto je dosti boljša osnova za to, kar bom šel voziti, ne. V prometu se jaz peljem čisto počasne. Mene prehiteva folk trop. Pač sem zdaj počas, tako, da bi pod omejitvijo vozil, pa to ne. Sam drugače sem čist normalen, zgleden voznik. Kar se tiče glede uspehov, rezultatov, sem po moje siguren nekje med top 4, 5, tukaj na temu mojemu teritoriju. Tako da sem recimo edini v Sloveniji, ki sem pripeljal v Slovenijo, kakšen pokal zdaj v teh 2 letih, ne. Zdaj, največji plan, ki ga delam na temu, je, da se bo naredila drift šola, pa rentanje, ampak to še delamo na temu. Imeli smo malo drugih vmesnih zdaj projektov, ki sem v bistvu ful dal večji poudarek na Nissanu, da se Nissan naredi fertik, da se začne pol profesionalno tekmovati. Za sponzorje pa za vse te moje fane, pa pa tret, je, da bomo probali čim več posneti stvari, YouTube kanal, tako da lahko zdaj malo komentirati od spodaj, v katero smer bi pač snemal, kaj bi delal. Naredili bomo po moje še ene par projektov, ki bo majčkeno bolj posnet, samo to še ne bi zdaj govoril, kaj pa kako, ampak boste videli. Vse je možno, vse se da, če pač je volja, kako že pravijo, kjer je volja, je tudi dim.